Lepa hvala, Jernej, za te uvodne besede. Ja, lep pozdrav tudi iz moje strani. Kot je že Jernej napovedal, bomo danes pogledali v samo jedro tehnologij na začetku in sicer ukvarjali se bomo z vprašanjem, kako bodo Web3, Metaverse in AI spremenili poslovanje v prihodnosti. Jaz verjamem, da je to ključno vprašanje, ki se dotikajo ne sam scale-up podjetij, čeprav smo, bom rekel, tako kot pravi Jernej, zelo ponosni na te dosežke njihove, ki so iz Slovenije izhajamo in super na globalnem področju rasturate, ampak predvsem tudi za vsa ostala podjetja, ki so mogoče danes tukaj in sledijo tem svetlim zgledom, ki jih scale-upi predstavljate. Z mano bodo Martin Petrič iz Web3 skupnosti, Aljaž Seliškar iz Direkte, Borut Sočan iz podjetja Reba XR in pa Kristjan Zemljič iz Global Disruptiona, ki je tudi avtor Ahajde generatorja. Tako da lep pozdrav vsem mojim 4 gostom. Najprej bomo začeli z kratkimi prezentacijami za vsakega posebej področja, ki ga pokrivajo, pol bomo imeli pa na koncu nekaj takih zelo zanimivih vprašanj v obliki okrogle mize. Pa bi kar povabil k uvodu, bi povabil Martina Petriča iz Web3 skupnosti, da nam predstavi, kaj to sploh je Web3, zakaj je to pomembno za podjetja, vključno mogoče noter še par stvari od NFT-jev in ostalih zadev, ki so pomembne, pa da vidimo, v katero smer se bojo vrtile prihodnje generacije interneta. Martin, beseda je tvoja. Zdravo, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Martin Petrič, asistent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Predavam interaktivno oblikovanje in grafično oblikovanje, ter sem eden najbolj aktivnih članov Web3 skupnosti, med drugim. Pa če se dotaknemo kar takoj teme, samo da probam deliti screen. Čakaj, dela, Aleš? Mogli bi delati, ker si co-host. Dela? Drugega, kam imam backup. Evo, super. Dela, sem domaknem telefon. Ok, web. Vsi ga uporabljamo. Vsi vemo, zakaj se gre, ampak začele so se pojavljati nove paradigme v uporabi interneta. Se pravi, če primerjam to z neko razvojno potjo plastike, se pravi, ko smo dobili internet od ameriške vojske, pa potem, ko smo ga začeli uporabljati za neko branje informacij, ki smo jih dobili takrat in začeli tudi hkrati mogoče kreirati v obliki nekih malih spletnih strani, rečem jaz temu plastika. Čist surov material, koda, ki je bila dostopna v HTTP obliki na nek način nekje na netu in smo jo lahko brali, mogoče dostopali, delali nekaj malega z njo in tako naprej. Web 2 to plastiko začel utilizirati. Se pravi, je začel dajati obliko, je začel dajati funkcijo, je začel dajati nek uporabnostni moment, ki je lahko prenašal že kapital po internetu, z vidika ekonomije. Web 3 nam je dal pa super orodje, ki se mu reče Lego, v tem primeru ne bom reklame delal, ampak čist zaradi aspekta. Nam je dal gradnike za nadaljnjo rabo vrednosti interneta. Se pravi, kako se vse skupaj na nek način začela tale paradigma, ki se je upletla skozi digitalni razvoj usporedno, poleg klasičnih tehnik, paradigma prihaja iz področja blockchaina. Se pravi, blockchain ni ena stvar, ki bi nastala z Bitcoinom. Če vam dam čisto takole za primerjavo, kdaj se je kaj zgodilo, Haber pa Storneta sta naredila v bistvu prvi znanstveni tekst na temo blockchaina, kjer sta ga izumila v letu 1991. Bitcoin se je pojavil 2008 po naši znameniti krizi,
Prvi NFT se je pa pojavil, vidimo že leta 2014, to je pa Mr. McCoy je naredil tale Quantum generativni art projekt. Pol se je pa zgodil šele čez toliko časa, 2021, boom v NFT-ju. Se pravi, to obdobje neke adopcije oziroma in razvoja tehnologije je kar dolgo že, ne? Ni to od včeraj, samo tako da vemo. Zakaj Web3 prihaja iz tukaj? Zaradi tega, ker je NFT načeloma prva vrednost, unikatna vrednost na blockchainu, se pravi, gre za token, ki označuje neko sliko, bomo pa videli, kaj še vse lahko počne, ampak je unikatna vrednost. Ni to Bitcoin, ki lahko, če je fungible, lahko menjujemo enega z drugim, ali pa ni to, ne vem, SEPA plačilo in tako naprej. Gre za direktno plačilo enem od mene, tebi recimo, Aleš, ne. Ni nekih vmesnikov, kar je zelo pomembno. Se pravi, ta aspekt je omogočil, da recimo eden od večjih boomov, to ste verjetno že vsi videli, kako je Beeple prodal ta svoj famozno kolekcijo NFT-ov za $60 milijonov, to je bilo pač takrat nepojemljivo. Se pravi, nek digital art na blockchainu, nekaj se dogaja, kvazi ta cash. To je vse nas umetnike v bistvu takrat povleklo v to sceno in smo začeli razmišljati, zakaj je ta tip prodal. Pa pač, ko sem raziskoval, sem videl, da v bistvu je šlo za zelo prefinjen scam, ne. Kakor vsak velik finančni inštrument, ki se zgradi, je tudi tole baziralo na Ponzi shemi, ne. Zdaj pa, če ljudje verjamejo, je to super, če ne, pač se razvije, tako kot naš finančni sistem, kjer smo se mogli strinjati, da denar je denar in pač ima tako vrednost, ne. Kako se je odcepil od zlata, je pač golden standard, da se je zgodilo marsikaj, ne. In v tem primeru pač ljudje zelo močno uporabljajo. Se pravi, ta sistem ima eno, ne vem, ziher ste videli tele opice smešne, eno tako značilnost, da je zelo močno finančno špekulativen. Se pravi, ta špekulacija je v ospredju in to meče tudi mogoče slabo luč na vse skupaj, zaradi tega, ker se mi zdi po drugi strani, mene se mi zdi, pač vidim po drugi strani, da ima invencija, ki jo je prinesel NFT, zelo veliko vrednost za naš nadaljnji digitalni razvoj. Ok, ko sem videl te opice, sem naredil takoj, seveda, vidite tlele, oktobra 2021 kritično razstavo na temo NFT-ev, se pravi, tema je bila NFT in kako se skemi dogajajo na področju umetnosti in digitalne umetnosti skozi NFT in kako pač ljudje kopirajo eno od drugega, ni urejeno področje, in sem to pač na nek način humorno probal zapeljati. Lahko si pol pogledate še v linku, ki ga bom šeral. Uporabnost NFT od danes je tako zelo široka. Se pravi, lahko jih apliciramo na karkoli. Zaradi tega, ker vzpostavljajo novo polje za raziskovanje poslovnih modelov. In to novo polje za raziskovanje je pač neskončno, tako kot v naših poslovnih vodah lahko delamo v bistvu nove smeri, ki so pač seveda omejene le z zakoni in z neko etiko, ampak v bistvu imamo pa tukaj še večje, še bolj široko polje vseh teh možnosti, zaradi tega, ker gre vseeno za digitalne, neopremljive stvari, ki so dosti bolj gnetljiv material, ne. In lahko so tudi nerealne, ne, konec koncev, ne. Par stvari, ki bi jih rad zelo močno vam položil
v tem govoru. Ne vem, sem še v času ali... Še, ti kar nadaljuj, Martin. So aspekti, čakaj, miška me nekaj heca, pa ne vidim. So aspekti v bistvu teh, če gremo pač čisto gradacijsko. Kaj smo počeli v Web1? Smo se informirali. Ne? V Web2 smo komunicirali, Facebook, Instagram in tako naprej. Web3 pa nam daje možnost, da so upravljamo. Kaj so vrednote? Iz Web1 je bila vrednota informacija, v Web2 je bila vrednota interakcija, v Web3 smo na lastnini. Ne? Gre za prvo digitalno lastnino, ki realno jo lahko pač prodamo, si nakažemo denar na račun in tako naprej. Pač niso tu pač več stvari v luftu ali pa stvari, ki bi bile povezane z banko, da bi nam morala ona dodeliti neka sredstva skozi neke plačilne sisteme. Kaj je vrednost v teh webih? Se pravi, Web1, tukaj sem pozabil na apostrof, je vedenje, ne? Se pravi, ni vedenje, vedenje. V Web2 je bila vrednost ta uporaba, se pravi interakcija, ko smo komunicirali med sabo. V Web3 pa dostop, se pravi, zdaj, ko imamo nek asset, digitalni asset, lahko z njim dostopamo do določenih platform, ki prej nismo, ki nam dodeljujejo vlogo, ne, s to lastnino. Ne. Kaj ustvarjam? Tukaj so pozitivne in negativne lastnosti, tega se morate zavedati. Ne. Kaj ustvarjamo v Web1? Smo ustvarjali interesne skupine, v Web2 smo ožali na ciljne skupine, tiste manjše, v Web3 smo pa se fokusirali na skupnosti, ki tukaj moram poudariti, ki so po večini iznikle iz internetnih skupnosti. Niso po večini iz našega realnega življenja. Ne? V Web3 ponavadi se ne dobimo sosedi na kavi. Ne? To je ta čar, ne? Imamo dostop do celega sveta in v bistvu lahko zelo fokusiramo svoj namen, svojo idejo o tem, kako naj bi stvari izgledale skozi različne skupnosti in jih soustvarjamo. Nameni, s katerimi smo gradili vse te sisteme, so bili v Web1 odprtokodni sistemi na začetku, ne, ki so se potem privatizirali v privatne platforme, ki so naredile pač ogromne kapitale. Zdaj se pa pojavlja decentralizirana paradigma, DAO-jev, to so decentralizirane avtonomne organizacije. Pri nas bi najlažje recimo povezali to z zadrugo. Ne. Zadruga je podoben poslovni model, kjer je vsak sodeležnik v podjetju organizaciji. Čisto, da vam pokažem, kdo je že vse vstopil, da mogoče, pa to še majhen spisek, da mogoče dobite občutek, to ni nek bav, ogromno, tudi če si malo pogledate ta seznam zelo, zelo prominentnih blagovnih znamk, se že ukvarja na področju z NFT, z Web3 in vstopajo v space, kar pomeni, da prihaja ogromno kapitala iz institucionalne strani. Alfa Romeo, recimo en najboljših primerov, ki je NFT-ov lanskega leta, za moje pojme, ki je lahko utiliziral realnost oziroma je naredil phygital, temu se reče physical plus digital, ki je implementiral v realnem produktu NFT, kar pomeni. Ni to zdaj samo en dodatek digitalnega asseta, ki ga imamo v denarnici, ampak ta NFT je vezan direkt na šasijo od avta, na številko šasije od avta in ta številka šasije pove skozi NFT, v NFT-u se na blockchainu shranjujejo podatki o tem, v kakšnem stanju je avto, se pravi, kdaj je bil servisiran, kdaj so bile menjane gume, koliko ima kilometrov, imel kakšno prometno nesrečo in ves ta tracking sistem se prenaša na blockchainu, ki je
nespremenljiv za nazaj, kar je zelo pomembno v takih primerih. To je en najboljših primerov uporabe. Naslednja stvar se pravi, kako se NFT obnaša v metaversu. Metavers, vemo, da je spatial web, na katerem množica spatial webov, v katerih lahko trgujemo tudi z določenimi asseti, in to je lahko tudi sam metavers, sam prostor. Videli smo ogromno primerov, kako so prodajali zemlje, pač parcele v metaversu, zato da so vsi ljudje zgradili različne galerije, trgovine. Prvih uporabnikov parcel v metaversu so bile trgovine, recimo, pa Nike, pa velike blagovne znamke, ki so skozi to promovirale svoje produkte. Neka naslednja stopnja, kjer se pa zdaj dogaja ogromen hype v zadnje 3-4 mesece, so pa artificial intelligence NFT. To pomeni ne samo generiranje z ChatGPT-jem, pa samo, mogoče, ali pa narejene slikce z Midjourney, ki so proizvedene z AI orodjem, ampak AI NFT, recimo, obstajajo v obliki avatarjev, ki se naučijo komunicirati z nami, obstajajo v obliki večjih sistemov, ki so vezani na ta token in na lastništvo našega tokena, se pravi, mi lahko upravljamo na določen način z umetno inteligenco, zaradi tega, ker nosimo ta token in nam omogoča uporabo. Se pravi, gledam na NFT vedno bolj kot na neko vstopnico nekam. Tako da, če malo zaključim, najbolj sem aktiven trenutno v slovenski Web3 skupnosti, kot sem vam že prej povedal, pa delamo en lep projekt z Mihom Hrovatom iz Trisleta, Forest Hero Club, se mu reče, to bo Web3 projekt, ki bo posadil 1 milijon dreves z NFT, se pravi, bomo uporabili NFT-je kot prevozno sredstvo za kapital, ki bo lahko sadil drevesa in naredil pozitivno spremembo v svetu. Ter sem soustanovitelj tudi Cherify Art projekta, pri katerem delamo crowdfunding platformo za podporo projektov s pozitivnim okoljskim in socialnim učinkom. Se pravi, zmagali smo tudi Social Impact Award pri Social Impact Hubu Slovenija za svojim poslovnim modelom. Pa mislim, da proti koncu leta, da bo stvar zadosti zrela, da bo tudi že za objavo. Če karkoli v bistvu potrebujete od mene, vsi kontakti so na tem linku. Prosil bi vas, da me kontaktirate, če rabite kakršnokoli informacijo. Jaz sem se zdaj čisto tako zelo površno dotaknil polja Web3, zaradi tega, da mogoče za vse tiste, ki se še niste toliko spoznali s tem, da malo začutite, vsi, ki ste pa bolj v tem poslu ali pa v tej sferi, pa sem mogel malo. Upam, da ste dobili kaj koristnega, sem mogel zelo skoncentrirati. Okay. Hvala, Martin, za to predstavitev, kaj Web3 sploh je, pa kakšne so razlike med Web2 pa med Web1, in uvod v NFT-je, kako jih lahko podjetja dejansko uporabljajo in katera vsa podjetja so že vstopila v ta prostor. Zdaj bomo pa povabili Aljaža Seliškarja, da nam predstavi on prihaja iz podjetja Direkta, ki nam predstavi določene stvari, kako z AI-jem lahko izboljšamo interakcijo s strankami, kako lahko nadgradimo marketing in pa dodal nekaj, to, kar je že Jerry prej omenil, human-centric pa etične note na področju uporabe AI-ja. Tako da, Aljaž, evo, beseda je tvoja, lahko share screen. Ja, ne slišite se moč pod odmutaj. Eko ga. Evo, super.
Super, odlično. Thank you. Živijo, Aleš, živijo vsi skupaj, lep pozdrav iz Direkte. Eno vprašanje začetek, koliko imam časa na voljo, tako da ne bom kaj čez takov? Ja, med 10 in 15 minut, ne, tako smo se... Odlično, super, ok. Martin ni nič povozil, vse v redu. Štima, ok, bom kar pošeral tole zadevo, pa bomo si malo pogledali, kaj sem za danes, mogoče za en tak kratek vstop v to zadevo pripravil. Skratka, v tem našem poslu se zadnje, je umetna inteligenca postala nekaj, bi rekel, vsakdanjega. Zdaj, v marketingu so to tooli, ki nam pomagajo v bistvu kreirati content, pomagajo nam kreirati grafike in tako naprej, pa še marsikaj drugega. Ampak, če pogledamo AI v bistvu, kje vse že je, kaj vse že podpira, kaj vse že poganja, lahko vidimo, da v bistvu se to razteza od, ne vem, telekomunikacijskih, bom rekel, telekomunikacijske branže, finančnega sektorja, research and developmenta, kemijske industrije, marketinga, do v končni fazi bančništva, proizvodnih linij in pa recimo medicine. Zdaj, kaj je v bistvu, bom rekel, mogoče neka specifika pri vsem tem, ne, je pa to, da se AI v teh branžah še vedno nekako zadržuje, bi rekel, na ravni enih orodij, toolov, s katerimi, bom rekel, samo določene omejene procese ali pa dele procesov v bistvu se nadzira in se jih optimizira, analizira in nekako inteligentno potem tudi razvija naprej. In ko smo, bom rekel, prejšnji mesec imeli na FDV-ju okroglo mizo ravno na to temo, AI pa marketing pa razvoj vseh teh stvari, smo v bistvu bili deležni tudi ene zanimive analize iz, bi rekel, od španskih kolegov, ki so v bistvu ugotovili, da se pri AI podprtem celovitem poslovanju lahko pogovarjamo o tem obsegu nekje okoli 3%, bi rekel, celotnega gospodarstva, kar pomeni, ne, da v bistvu ta prehod sicer poteka, da bojo naše firme pa naše aktivnosti bile celovito, holistično pokrite z nekimi AI tehnologijami in inteligenco in bo potem seveda tudi naš način delovanja bil seveda bistveno drugačen, kot je zdaj, bomo pa videli tudi kako. Da pa bi to že bilo tako daleč, pa še ni. Kar pa pomeni, da v bistvu prihajamo pač v tem segmentu umetne inteligence in tega, kar počnemo v neko, bi rekel, fazo konvergence, se pravi, da se vse te stvari zdaj nekako zlivajo skupaj, in da dejansko prihajamo postopoma do tega, da umetna inteligenca prevzema vse več in več, bi rekel, ne samo analitike, ampak tudi v končni fazi odgovornosti za posamezne stvari, ki se delajo. Če bi gledali nekako zaviralne faktorje, pri tem je mogoče najbolj pereč skepticizem pred popolno integracijo, se pravi neka stopnja nezaupanja v to, kako se AI odloča. Ta druga zadeva, ki pa potem pride skozi, je pa, da pač v podjetjih seveda še vedno ni nekak ideje oziroma neke vizije, kako zdaj pa lahko mi umetno inteligenco vpletemo in da bo to dejansko celovito strateško pomenilo v neko, bi rekel, prihodno perspektivo, neko pozitivno rast. Se pravi, tool ja, analitika ja, strategija, celovito poslovanje, pa zaenkrat še ne toliko, vendar gremo tja. Kar se pa tiče, kaj pospešuje, se pravi, kaj je tisto, kar pa mi vidimo, recimo, da se dogaja pri teh stvareh, zato da te stvari pa vseeno napredujejo, je pa predvsem to, da orodja, s katerimi se srečujemo, pa ne samo v marketingu, še kje druge, so postala relativno poceni. Se pravi, ti lahko kapacitete umetne inteligence zaprežeš že za 29 € na mesec. Če bi zdaj vam postavil vprašanje, povejte mi prvo stvar, ki vam pade na pamet, ko vam rečem AI, je to ChatGPT,
pa mogoče še kakšen dali in tako naprej. In v bistvu te stvari ratujejo vedno bolj in bolj dostopne. Ne? Posledično, ker je ta dostopnost povečana, seveda imamo tudi neko bolj eksponencialno rast in razvoj na področju učenja umetne inteligence in pa v končni fazi, kar je zanimivo, recimo, če ta orodja uporabljamo, potem smo ugotovili, da pri uporabnikih recimo je ena zelo visoka stopnja zaupanja v to, kar se ta orodje odloči, da bo naredil. Zdaj, mi recimo pri nas uporabljamo Jasperja za pisanje tekstov, ki rabi zelo malo inputa. Dejansko nekaj osnovnih stvari vpišeš, določiš stil in potem ti zgenerira tekste, ki so v bistvu SEO optimizirani, prilagojeni za splet, prilagojeni za povečanje engagementa, etc. In če greš to brat, greš definitivno to brat, ampak ko bereš to, si zelo hitro zadovoljen s tem. Kar je v bistvu tisti nek scary point, ki so pač v marketinški branži rekli vsi, da zdaj nas bojo pa mašine nadomestile. Zaenkrat je še tako, da nas ne bojo, pa tudi dvomim, da nas kdaj bojo. Predvsem je važno to tukaj, da je to neko, bi rekel, orodje, ki premosti časovne in kapacitetne omejitve, recimo pri produkciji teh vsebin. In po domač povedan dela hitreje pa učinkoviteje kot mi pa pol lahko zbiramo, kaj bomo dali. Zdaj, early adopterji na tem področju so tradicionalno finančni pa bančni sektor, pa big pharma and medical, tam so te stvari že malo bolj integrirane. Po nekih analizah se pa na področju marketinga in odnosa z javnostmi pričakuje v bistvu, da zaradi AI-ja bo tudi največ kapitalizacije oziroma največ finančnih učinkov na trgu pri tem, ko bojo pač podjetja to uporabljala. Zaenkrat pa ta stvar še vedno nekako ostaja na ravni neke bolj napredne prediktivne analitike. Zdaj, seveda, ko se vprašamo, kaj pa to zdaj pomeni za naše trženje, zdaj, v katero smer bojo te stvari šle. Področji, za katere se že zdaj, bi rekel, stvari razvijajo dosti hitro, je oglaševanje, to je eno področje, kjer se bojo določene spremembe zgodile, predvsem s tem, kako bo umetna inteligenca v bistvu plesala oglase, katere medije in na kakšen način jih bo uporabljala, zaradi tega, da bojo te, bi rekel, oglasna sporočila in to, kar želimo nekako povedati svojim kupcem, kje in na kakšen in komu način bojo pač distribuirana, to je ena zadeva, seveda, pa tudi kakšna ta sporočila bodo. Se pravi, že zdaj se umetno inteligenco uporablja zaradi tega, da ti sestavi kompozitne oglase, ki so recimo prilagojeni na določene ciljne skupine z določenimi vedenjskimi navadami. Digitalna televizija gre v smer personaliziranega oglaševanja, ki ga v bistvu že sam distributer vsebin z uporabo AI lahko kontrolira v končni fazi, pa tudi umetna inteligenca, ki jo imamo praktično v vsaki televiziji, že zdaj lahko v bistvu to zadevo dodatno cilja. Pa seveda s tem povezano, bi rekel, analiziranje vedenja kupcev in bom rekel, boljše segmentiranje naših trgov oziroma naših ciljnih segmentov, zato da pač tistemu kupcu damo tisto, kar rabi, takrat, ko rabi, in nekako šum, ki ga vsi, bi rekel, na trgu kot kupci v bistvu poskušamo čim bolj zmanjšati, seveda, da se ga omeji. Druga stvar je PR, ki se je bi rekel, z digitalizacijo zelo naslonil na influencerstvo, kjer enako, bi rekel, se orodja z umetno inteligenco uporablja zaradi tega, da se bolje targetira, da se bolje razloči, kako in na kakšen način naši, bi rekel, followerji funkcionirajo, do recimo enega ekstrema, ki mu lahko rečemo Little Miquela, ki je popolnoma virtualna influencerka, ki jo poganja umetna inteligenca in dejansko že zdaj ima 1 milijon sledilcev.
Se pravi, gremo v neko področje, kjer se ta zadeva, ki je zaenkrat še zelo osebna, in se zelo v bistvu razvija v smislu nekih osebnih zgodb, že do dobra, bi rekel, digitalizira in v končni fazi tudi poganja z nekim naprednim, bi rekel, analiziranjem, kako se moji sledilci vedejo. Tukaj pa prihajamo recimo do področja, ker recimo najbolj zadeva nas, pa verjetno večino vas tistih, ki se aktivno s trgom ukvarjate, ki dejansko morate nekako zagotoviti trgu brand, content, funnel, pognati in dejansko zalaufati v bistvu svojo tržansko zgodbo. In tako je kolega pred mano lepo opisal Web 3.0, v bistvu vloga AI-ja v tem kontekstu gre za to, ne samo, da če je na področju Web 2.0 evaluiral vsebino in jo analiziral, in nekako podpiral neko realnost, ki jo je marketingaš, bodi si v firmi ali pa v agenciji hotel narediti, v tem primeru AI prehaja v vlogo kreiranja vsebine in kreiranja realnosti. Zdaj, to se zelo tako kataklizmično sliši, ampak v osnovi gre za to, da dejansko z tem, kar se je umetna inteligenca do zdaj naučila, dejansko že lahko produciraš neke, bi rekel, vsebine, grafike, ki jih zaenkrat marketinški mojstri uporabljajo recimo kot inspiracijo. Zaenkrat še ne kot neke končne rešitve, zaenkrat še ne kot nekaj, kar v bistvu je ready to go in da se to plasira ven, ampak je to recimo 70% prototipa, da potem na koncu nastane neka kreativna rešitev. Je pa večina dela, kreativnega dela, v bistvu v tem smislu prepuščena mašini. Skratka, to se že, bi rekel, dogaja. To se isto dogaja recimo pri kreiranju tekstov in tako naprej. In seveda, mogoče tisti del marketinga, ki recimo, s katerim se mi srečujemo, ki je najbolj integrativen, se pravi, ko govorimo o nekem lijaku, ki ga vsaka firma pač verjetno pri sebi postavi zaradi tega, da nekako na nek način nabira kupce, da skozi njega motivira in gradi kupce, z njimi gradi neke zgodbe, izkušnjo in v končni fazi tudi monetizira to zadevo, se hitro spustimo v področje marketinške avtomatizacije, ki seveda služi temu, da se te lijake pri nekih, bi rekel, večjih, bolj neobvladljivih količinah trga, lahko obvladuje. Še posebej tisti, ki greste na mednarodne trge, se hitro zadanete ob omejitve svojih kapacitet, koliko jaz zdaj lahko trga obravnavam, koliko njemu vem, kakšno bazo lahko, bi rekel, na roko kontroliram in v bistvu na roko obvladujem zato, da komuniciram s svojimi kupci in da dejansko pridem do recimo nekih targetov, ki so tukaj zame pomembno. In tukaj recimo se umetna inteligenca eksponencialno hitro razvija. Predvsem zaradi tega, ker praktično že ni več avtomatizacijske platforme, ki jo ne bi poganjala umetna inteligenca, najprej na področju recimo marketinške analitike, bom rekel, izvajanja in analiziranja vedenjskih modelov kupcev, pa tudi zaradi tega, ker v bistvu je vse povezano z iteracijami, ki se v tem sistemu dogajajo. Se pravi, ko mi enkrat funnel postavimo, ko mi enkrat komunikacijo postavimo in ta zadeva začne laufati, je vse odvisno od neke periodike nakupov, pogostosti nakupov in tisti, ki imajo pač spletne trgovine, zelo dobro vejo, da v kolkem času recimo neki kupci pride nazaj, ponovijo nakup, upgradejo nakup in tako naprej. Zadaj umetna inteligenca pač vse to beleži in skozi analitiko producira nove modele, ki so potencialno učinkovitejši. Se pravi, tukaj gre stvari v to smer, da se da inteligentno voditi funnele, se pravi videti, kako delujejo in kje so bottlenecki in da se hitro odreagira na to, kako to zadevo, bi rekel, optimizirati. Druga stvar je customer journey, se pravi tisti del brenda oziroma tisti del, ki je komunikacijski in ponuja neko izkušnjo,
kupcu, bodisi skozi zgodbo, skozi način nakupov, skozi v bistvu uporabo naših komunikacijskih kanalov, skozi uporabo plačilnih metod, etc., kjer dejansko kupci vedno stremijo k temu, da naredijo neko svojo pot. Na drugi strani pa podjetja zmeraj stremijo k temu, da to pot čim bolj skontrolirajo, ker jo pol lahko merijo, in da dejansko usmerijo kupca po svojem, po svojih tračnicah. No in tukaj pač umetna inteligenca pomaga pri tem, da so te poti čim bolj optimalne. Se pravi, da so bodisi čim krajše, čim bolj vsebinsko primernejše, se pravi ne bogate, ne količinsko povečane, ampak boljše. In da pripeljejo do nekih rezultatov v krajšem času. To pomeni, da se tudi dinamično optimizira avtomatike, se pravi tiste stvari, ki v ozadju poganjajo vse te stvari, odnose, vsi workflowi, ki so tukaj zadaj, procesi, ki so naštimani za to, da ti lahko, z nekimi strankami kvalitetno komuniciraš in da se pač po nekem tvojem protokolu stvari zapeljejo. Seveda s tem so povezani tudi vedenjski modeli, ker, kupci sicer smo živali navad, imamo nek svoj pristop, ki pač delamo vedno na praktično enak način, vendar so pa v končni fazi z spremenljivostjo produktov, pa nekako tudi medijev in kanalov, pri katerih to počnemo, seveda določene stvari tukaj spreminjajo. In potem je seveda zelo pomembno, koliko faktorjev mi pri teh stvareh, pri nekem kupcu ali pa pri nekem klasterju kupcev, upoštevamo. Vsak, ki je kdaj delal kakšno faktorsko analizo, ve, da v bistvu to traja precej časa, preden kaj pametnega z tega ven dobiš, medtem, ker recimo umetna inteligenca to naredi tudi do 100-krat hitreje in v nekaterih primerih tudi realno časno lahko že spreminja določene zadeve. Kar pomeni, da v bistvu v marketingu, če smo prej govorili o tem, da so to neki tooli, ki nam pomagajo v nekem omejenem delu, v marketingu umetna inteligenca deluje že veliko bolj integrativno in veliko bolj v bistvu že je prepletena z praktično vsemi vidiki trženjskih aktivnosti, ker to vidimo pri naročnikih, ker recimo se iz nekega bolj bazičnega načina začnejo pol usmeriti v to, da jim pač bolj napredna analitika pomaga pri tem, da vidijo stvari mogoče pa malce drugače, kot so jo videli, pa da s tem pač povzročijo nek skok v svojemu rezultatu. Kaj pa imamo pol? Zdaj, kar se tiče same marketinške avtomatizacije in teh zadev, gre za platforme, s katerimi si pomagamo pač, da obvladujemo neko maso, ki jo je pač ročno težko obvladovati. Prispodoba, ki jo tle velikokrat uporabljam, je, če se spomnite včasih, nekateri ste pa že daleč naprej od teh časov, je, da so včasih bili štacunek, so imeli štacunarja za pultom, se pravi, ne samo postrežno. Ti si prišel in si kupil tisto, kar pač si rabo. In ponavadi so bili to neki lokalni majhni trgovci, ki so točno vedeli, kaj rabiš, kdo si, kaj si in tako naprej. Seveda so to lahko vedeli zaradi tega in s pridom uporabljali, zaradi tega, ker so imeli, 40, 50, mogoče 100 kupcev, največ. Enkrat prideš pa v baze, ki so 1000, 5000, 10, 100 000, tam je pa to praktično osebno nemogoče početi in zaradi tega pač rabiš tool, ki ti bo to pomagal delati in centraliziral svoje aktivnosti za neko bolj, podprto analitiko. Zaradi tega se pač marketinške avtomatizacije upeljuje. Vse skupaj temelji na nekih workflowih, ki potem seveda jih avtomatka razvija naprej. Vsaka platforma ima malo po svoje, in v bistvu s tem dejansko te zadeve pol tudi peljemo recimo z naročniki skupaj. Kaj bi še tle povedal? Zdaj, čas je že prke koncu, če vidim dobro, tako da bom počasi v bistvu se preselil na zadnjo zadevo, to je pa, podatkovni varnost, podatki, etični vidik. Eno zanimivo vprašanje se je pojavilo na tej okrogli mizi in sicer v smislu Internet of Things oziroma prihodnosti, ki bi jo poganjala umetna inteligenca, tudi na tem področju. In sicer z Internet of Things dejansko naš dom postane komunikacijski kanal, vir podatkov in hkrati komunikacijsko orodje in hkrati suportivni, okolje za nas, ki bivamo v njem.
V tem okolju se pač tehtnica pogovarja s hladilnikom in reče, Aljaž ima pa preveč kil. In hladilnik, ki naroča robo v trgovini, prek spleta, reče, ok, ne bomo mu dali, bi rekel, šunke na nakupno listo, ker pač ima preveč kil. Do tukaj je vse v redu. Problem nastane, kdo nadzira podatke, ki se tukaj zbirajo, ker smo ugotovili, da proizvajalci naprav, ki se med sabo pogovarjajo, seveda te podatke zbirajo zaradi v bistvu ugotavljanja uporabniške izkušnje. Pa tudi do tukaj bi še bilo vse v redu, če ne bi dodali še faktorja, recimo zdravstvene zavarovalnice, ki pač v nekem prihodnji perspektivi je priključena na te podatke in reče, aha, ker ima Aljaž preveč kil, bo imel pač višjo premijo pri zavarovanju. Dokler ne dodamo še ene komponente, ki se reče umetna inteligenca, ki pa v končni fazi skrbi za to, da so te stvari čim bolj optimizirane in te stvari lahko še spotencira in do tega efekta, recimo, če hitreje pride. Na to vprašanje imamo lahko debato posebej, ker zdaj za njo ni čas, takrat smo kar ene pol ure porabili, da smo to razčistili. Mislim pa, da je lahko dobro iztočišče za to tudi, kaj pomeni v bistvu uporaba določenih tehnologij, uporaba določene avtomatizacije in umetne inteligence v tem primeru. Tako da bi rekel, je to z moje strani vse, seveda pa me vedno lahko karkoli vprašate, vedno lahko se nam obrnete, tukaj je moj mail, pa še kakšen podatek lahko pošeramo pol skupaj, kako se do mene pride. Tako da, Aleš in vsi ostali, hvala lepa za tale čas, pa za vašo pozornost. Zelo sem vesel, da sem lahko tole podelil z vami in seveda upam, da sem kaj koristnega podelil z vami. Če bi pa želeli še kaj več, pa seveda se lahko komot obrnete na. Lepa hvala, Aljaž. Zelo poučne informacije, kar se tiče AI-ja in uporabe v avtomatizaciji pa v marketingu. Verjamem, da bomo naredili še kakšno delavnico na to temo, ki bo prav posebej se tem stvarem posvečala in bomo tam lahko več naredili za te vprašanja, ki si jih na koncu naslovil. Upam, da nam ostane še nekaj časa na tem, sicer bo pa pol Milan prevzel cyber security pa vse te varnostne mehanizme, ki sledijo v tem področju. Ok, hvala še enkrat. Sledi pa Borut Sočan iz Rebe XR-ja, ki nam bo povedal, kaj what the fuck is metaverse, reče temu, oziroma kako Rebe XR in te slovenske metaverse oziroma web skupnost dela na tem področju, kaj je v bistvu za podjetja to prinaša, kakšne priložnosti prinaša, kaj Slovenija na tem področju že naredila, ker imamo ogromno stvari, na kjer se lahko pohvalimo, med drugim smo tudi v tehnološkem parku zelo močno vpeti v te stvari in kjer stvari v prihodnosti nas čakajo na tem področju in so pomembne za podjetja, zakaj predvsem tuje podjetja v to vlagajo veliko denarja in kako lahko Slovenci tukaj sledimo oziroma ne samo sledimo, postavimo tudi neke nove temelje. Borut, beseda je tvoja. Ja, lep pozdrav. Hvala za tale uvod. Aleš, zdaj odprl, zdaj upam, da vidite. Ja, vidimo, ja. Naprej, sam malo, da se še tole zalafam, moram reči, da nisem glih najbolj z zoomom najbolj na ti, ampak upam, vidite zdaj prezentacijo? Ja. Okay. Ja. Vsekakor mislim, naslednji scale-up mora biti vsaj delno v metaverzu. To mislim, treba kar dati na dnevni red. Sploh glede na to, da smo že nekatere imeli uspešne prakse tovrstne. Zdaj Aleš je veliko tem odprl, preveč v bistvu, da bi v tem kratkem času vse obdelali. Jaz se bom pač fokusiral na del to, kar mi delamo, in skozi to pač tudi pokazal nekaj primerov prakse, kaj se da v bistvu početi v metaverzu. Tako da pa tudi preko na nek način, kakšen je naš pogled in naš aspekt razumevanja in dela v metaverzu. Zdaj, mi smo pač zagonsko podjetje, delamo
razvijamo fotorealistične, interaktivne XR, VR aplikacije s potopitveno uporabniško izkušnjo, kar pomeni, da pač so to 3D prostori, v katere se lahko potopimo in se počutimo, kot da smo v bistvu v tem prostoru. Vzporedno razvijamo platformo za enostavno predstavljanje 3D fotorealističnih prostorov, kar pomeni, da v bistvu želimo narediti platformo, kjer bo na primer nekdo, recimo arhitekturni studio, pokazal svoj projekt, oni ga bodo naložili na našo platformo, mi bomo dali interaktivnost in oni bodo kot avatarji prišli v ta prostor in ga svojim naročnikom kazali, te pa potem recimo naprej svojim kupcem. To je recimo zadeva, ki je v metaverzu danes že povsem možna. Ta korak je pa še v delu, da bodo lahko ljudje enostavno prišli do svojega lastnega metaverza. Zdaj, mogoče sem še nekaj besed o našem delu, skratka, te v bistvu naši 3D prostori se renderirajo na oddaljenih strežnikih, lahko se tudi na aplikaciji, ki deluje lokalno, bodisi na mobilni napravi, bodisi na računalniku ali pa na VR setu. Značilna je potopitvena izkušnja, kot sem že rekel, potem fotorealizem. Zdaj, metaverse ni nujno fotorealističen. Pač mi smo se odločili, da se fokusiramo na fotorealističen metaverse. Cela vrsta metaverzov je v bistvu pač kot narisanke ali pa stripi, ilustrirani. Potem naslednja stvar, ki je pač pomembna tukaj, je interaktivnost. Skratka, znotraj teh prostorov se gibljamo kot avatarji, med seboj komuniciramo, pač se pogovarjamo, lahko bi si tudi pisali, četali, karkoli. Vsebujejo interaktivne točke, kjer se da pač neke vsebine videti ali pa v bistvu neke objekte. In pa, kar je še ena stvar, je tukaj so konfiguratorji, kjer mi lahko recimo v realnem času spreminjamo lastnosti recimo nekega prikazanega izdelka, barvo, značilnosti, teksturo, lahko tak izdelek odpremo, vidimo detajle in tako naprej. Uporaba v bistvu na vseh pač osebnih računalnikih, mobilnih napravah in pa na VR setih. In kar se nas tiče, mi smo predvsem usmerjeni bolj na poslovno uporabo in vidno, zdaj posebej v zadnjem času, to bom na koncu pokazal, da dejansko so pač predvidevanja, da bo verjetno metaverse se najprej pravzaprav uveljavil na tem področju in bolj industrijskem, poslovnem, bolj kot recimo na družabnem. Zdaj, kaj je metaverse? Tukaj pač treba iti na začetek, koliko poznate distopični roman Neila Stephensona Snow Crash. On je prvič pravzaprav metaverse tam opisal, to je bil vzporedni virtualni svet, kamor so protagonisti romana bežali pred resnično distopično realnostjo, ker je bilo pravzaprav že v bistvu v svetu, kjer ni bilo več javnega, ker ni bilo več države, vse je bilo zasebno, tudi vojska in policija. Skratka, takega seveda sveta in potem metaverza si ne želimo, ampak bolj pač želimo, kot je recimo Martin opisoval, Web3, decentraliziran, med sabo povezljiv, ampak predvsem v bistvu odprt. To se pravi, da bo tukaj nekaj behemontov v bistvu ta prostor zavzel in diktiral vsem ostalim, kaj lahko počnejo, kaj ne. Zdaj, metaverse, kaj je metaverse? Tukaj obstaja
različne definicije, vse pa nekaj grejo v to smer, kot je recimo tale World Metaverse Council, ki je bil oktobra na konferenci na Bledu ustanovljen. Tukaj je v bistvu kar nekaj Slovencev, Slovenci so bili tudi iniciatorji tega. Tukaj pač govorimo o neki, recimo, hipotetični pač iteraciji interneta v prihodnosti, ki bo predvsem temeljila na VR, pa tudi recimo AR orodjih. Sigurno pa že zelo dobro deluje tudi danes na pač tem, bi rekel, 2D variantah, to se pravi na osebnih računalnikih in pa na telefonih. Zdaj, Metaverse bi lahko rekel, da je nek način beseda leta, ne vem, leto 2022 se je začelo ogromno govoriti, predvsem veliko govoriti, malo ljudi si tudi predstavlja točno, kaj to je, ampak mislim, zelo simptomatično se mi zdi, zadnji sem zasledil, da so en članek, kjer so spraševali direktorje velikih korporacij in 70% jih je rekel, da bo za njih Metaverse zelo pozitiven. Čeprav dvomim, da so si pogledali te vsebine. Ne. Zdaj pač, ok, to je recimo ta paviljon, to je ena možnost digitalnega dvojčka. Digitalni dvojček lahko naredimo pa tudi recimo v industriji, lahko pokažemo določene procese, lahko pokažemo mogoče določene dele industrijske proizvodnje, kamor pač človek ne more stopati. V digitalni dvojček to ni rečeno, da je samo, da v bistvu vidimo samo, bi rekel, oblikovanje. Mi lahko tukaj dejansko v realnem času importiramo različne podatke in jih prikazujemo. Lahko tudi v bistvu določene procese skozi to prikazujemo. Skratka, virtualni dvojček ponuja veliko možnosti, kako določene stvari predstaviti, ki jih mogoče drugače pač v živo ne moremo. Pač druga zadeva so virtualni showroomi. Tukaj vam bom pa pokazal kar en video, ki smo ga posneli. To se pravi, tak showroom, recimo je pač se je možno povsem brandirati, virtualni showroom, v njega lahko damo avatarja, ki je recimo nek pač prodajnik, kjer potem tudi svoje kupce sprejme, recimo to, kar sem prej rekel, konfiguratorji. Tukaj dobro, zdaj tako malo čarovniško, ko tale avatar spreminja varje, ampak dejansko je možno na ta način prikazati, recimo, kaj s tem, tukaj imamo zdaj okna ali pa fasado. Vidimo, da je v bistvu prikaz povsem fotorealističen, kot da smo pravzaprav v takem showroomu. In ta showroom, če si predstavljate, si lahko recimo pač vnesete seboj, recimo k svojim strankam in ga na VR očalih in v bistvu tam dejansko lahko doživijo celotno izkušnjo, ves prostor doživijo in vse v bistvu izdelke v take, kot so v bistvu v realnosti. Zdaj, naslednja zadeva, ki je pravzaprav tudi precej zanimiva za Metaverse, so recimo dogodki. To je v bistvu dogodek, ki smo ga novembra speljali v sodelovanju s Tehnološkim parkom. Bil je pa to prvi dejansko Metaverse side event v sklopu COP
konferenc, to so vsakoletne okoljske konference. Kaj je v bistvu zanimivega tukaj pri metaverzu? Mi v bistvu s tem, ko recimo organiziramo neko recimo varianto dogodka v metaverzu, ki je lahko tudi hibridna varianta, s tem lahko omogočimo pač spet obisk množici ljudi, da pridejo zraven. Mogoče se lahko tudi izognemo takim škandalom, kot je bil letos v Egiptu na COP27, ko je bila tam množica delegatov, ki so se pripeljali z zasebnimi letali in so proizvedli tak lični vtis, kot ga verjetno ne bo rezultati konference v enem letu znižali. Skratka, tukaj recimo na tem dogodku je bil tudi zasedanje World Metaverse Councila. V bistvu dodatno smo še naredili v bistvu razstavo, kjer so se potem predstavljala različna podjetja in pa NGO-ji, ki imajo recimo rešitve zanimive, predvsem povezane z problematiko varovanja okolja. Tukaj pač je tudi celoten dogodek, ki je podprla slovenska vlada, tako da tukaj so bili res zelo odzivni, tako da smo ga lahko sploh izvedli. Tukaj da še nekaj drugih variant. To je recimo dogodek, ki smo ga s belgijskimi partnerji naredili kot hibridni dogodek za eno izmed konferenc, ki poteka v EU-ju. Zakaj je tukaj zanimivo, je to, da COVID je spremenil način obnašanja. V EU opažajo, da se zdaj približno tretjina ljudi ne želi več fizično udeleževati konferenc. Kar pomeni, da mora za vsako stvar narediti, vsako konferenco narediti hibridno verzijo. In tukaj je spet priložnost, da se naredi v bistvu z metaverzom, ki ponuja veliko boljšo izkušnjo, kot pa recimo neka klasična Zoom varianta. Zadnjo recimo v sklopu so pa v bistvu galerije. Tukaj predstavljajte si, da bi pač imeli na voljo dostop do galerij kjerkoli po svetu, kadarkoli. In ne samo to, v galerijah v metaverzu lahko v bistvu pokažemo tudi stvari, ki jih v fizičnih galerijah ne moramo pokazati. Konkretno recimo NFT-je. To je pač ena taka galerija, ki smo jo naredili za Digital Art for Climate. To je iniciativa Združenih narodov, kjer se pač ustvarjalci celega sveta prijavljajo svoja dela, potem pa jih po spletnem glasovanju izberejo finaliste in zmagovalce, in te so potem objavljeni v virtualni galeriji. Ta galerija je bila tudi predstavljena tudi na konferenci COP27. Tam je bila v bistvu na VR očalih in vsi, v bistvu, ki so pač obiskali paviljon, so si lahko pač ogledali v živo. Zdaj pa smo dali tudi na splet. Mogoče še tukaj en drug, to je pa v bistvu so študenti Martina Petriča, lanski letnik, oni so pa v bistvu naredili za diplomsko delo svoj metaverse, tako da tukaj lahko malo vidite tudi nek drug pogled
na vso zadevo in tudi pač možnosti. Ne. Tukaj imamo res možnosti zelo široke, lahko naredimo marsikaj, kar v fizičnem svetu ni mogoče. Zdaj, Metaverse, glede same v bistvu tehnologije, pa rekel, če nekako gledamo ta mogoče življenjski cikel izdelka, product life cycle, ne, tukaj smo mi zelo nekje še na začetku. Ne. Dejansko pričakuje se rast šele in v bistvu ta zgodnja uporaba, early adoption šele nekje v naslednjih letih. Zrelost pa naj bi v bistvu dosegli šele tam nekje v naslednjem desetletju. Faktorjev je več, sigurno pa so vse trije pač pomembni. Eden je sam razvoj interneta, hitrost interneta, tukaj pač za funkcionalen metaverse rabimo hiter in pač dostopen internet. Drugo so tehnologije, orodja, pač sama tehnologija je že dolgo časa na voljo, ampak v bistvu šele zdaj so pravzaprav postali računalniki tako zmogljivi, posebej pa tudi telefoni in pa VR očala, da je v bistvu možna širša sprejemanje, širitev te tehnologije. V bistvu vidimo, da pač recimo posebej na področju VR prihajajo novi v bistvu naprave, praktično dnevno, vsi veliki igralci jih napovedujejo v naslednjih letih. Tretja zadeva, ki je pa tudi pomembna tukaj, je pa v bistvu ta nek sociološki vidik, socialni vidik. Namreč mlajše, ko so generacije, hitreje prevzamejo te tehnologije in s tem, ko bodo v bistvu te mlajše generacije se prehajale do odločanja, bojo seveda tudi dosti lažje in dosti hitreje sprejemale te tehnologije kot del recimo svojega poslovanja. Tukaj je mogoče še zanimiv ta graf, ne, se zelo ujema s tem. Prejšnji teden so v okviru World Economic Foruma v Davosu recimo je šel članek zanimiv, ki opisuje predvsem industrijsko rabo metaversa, oni temu rečejo pač industrial metaverse, in predvidevajo pravzaprav zelo podobno, ne, hitro rast v naslednjih letih. Zdaj, sam metaverse, to je bolj zdaj mogoče za šalo, ampak to je pač ena organizacija v Dubaju. Zdaj, Arabci, posebej Arabski Emirati, pa tudi Saudska Arabija, dejansko tekmujejo drug z drugim, oni vlagajo ogromno denarja v metaverse, in tukaj že predvidevajo pač recimo neke zaposlitve, ker se recimo pri nas dejansko imamo v bistvu v ekipi arhitekte, imamo 3D dizajnerje, ne, in to je v bistvu skoraj da nujno, če hočeš v bistvu te prostore narediti kvalitetne in zanimive. Ne. Je pa še ena stvar, ki pa je še v bistvu velik izziv, ne, pa sama uporabniška izkušnja, posebej na VR napravah. Namreč VR naprave je tako, da en določen del jih v vsakem primeru prenaša, en določen del pa ne. Vsi ostali, velika večina, tam je pa odvisna v bistvu od uporabniške izkušnje, ker pač možgani, kako to možgani zaznavajo, in če je ta uporabniška izkušnja dobra, se pač možgani dobro počutijo in v bistvu človeku ne povzročajo slabosti.
Okay. Zdaj, mogoče še za konec, kakšne so zdaj tukaj priložnosti. Mi, koliko recimo, spostavljamo digitalni dvojček, showroom, v bistvu s tem omogočimo dostopnost 24/7, brez geografskih omejitev, dogodke lahko recimo naredimo dostopnejše, okolju prijaznejše. Showroome lahko nesemo strankam, tukaj vzamemo, kako sem že prej omenil, tole napravo. Potem lahko predstavljamo virtualne, realne NFT-je, predstavljamo lahko procese, nastajajoče projekte, predstavljamo lahko objekte, ki jih ni, recimo na področju kulturne dediščine. Skratka, Metaverse lahko izboljša, dopolni uporabniško izkušnjo in jo seveda naredi tudi lahko bolj atraktivno. Tako, toliko z moje strani, tole so moji podatki, če se želi kdo povezati, pa karkoli v zvezi, če imate vprašanja, sem vam na voljo, z veseljem se pogovorim z vami. Tako, hvala za enkrat. Hvala, Borut, za to čudovito predstavitev. Jaz mislim, da je v metaverzu pa v virtualni resničnosti, predvsem pa v obogateni resničnosti, tako kot si povedal, ogromno enih priložnosti za rast na globalni ravni in verjamem, da so podjetja to sporočilo sprejela in da bomo naredili še nekaj res zanimivih zgodb na to temo. Po tem panelu, recimo verjamem, da se lahko marsikdo obrne, ker delamo različne projekte in ste zelo dobrodošli. Zdaj pa povabil Kristjana Zemljiča iz Global Disruptiona, ki je tudi avtor ideje generatorja. Kristjan se pa ukvarja predvsem z podporo podjetjem pri pridobivanju evropskih sredstev in ena od stvari, za katero je ugotovil, je to, da podjetja lahko da imajo kar nekaj problemov na področju tega, kako te ideje, ki jih imajo, oziroma te projekte, ki jih imajo, lahko bolj zgenerirajo in jih pripravijo na to, da bojo bolj uspešno se prijavljali potem na različne projekte oziroma različne razpise. In na podlagi tega je potem naredil tudi en svoj konfigurator oziroma AI podprt model generatorja za ideje. Kristjan, mogoče najboljš, da kar sam prevzameš besedo in nam pač predstaviš, kaj to sploh je, kako zakaj je prišlo do ideje in kaj dejansko lahko taki generatorji, kot je tvoj, pa Čapta, pa Dali, pa Mindjourney sploh doprinesijo. Tako da mogoče kar v tem smislu. Najprej se slišimo? Ja. Alright, super, hvala za besedo in priložnost, da skočim na naš... Koliko časa imamo? 10 minut? 15? 10, ja, 15. Ok, good. Če ne bojo dal vrgel, bo pa pa. Ne bojo. Ok, hvala za tole priložnost. Res ful zanimivo, kar sem že do zdaj slišal, samo odpirajo se mi ideje, kaj bi vse lahko še naredil. Skratka, v naslednjih 10 minutah si bomo pogledali še en konkreten use case, pa tudi to euforijo okrog AI-ja. Torej jaz kot podjetnik ali pa mikropodjetnik, smo pač dva v firmi, kjer se ukvarjamo z pridobivanjem EU sredstev, torej grant, equity, blended funding za deep tech pa high tech podjetja, v glavnem v Bruslu. Sem razmišljal, kako bi to naše delo še nekako poenostavili. Torej prva misel je bila, kako narediti lastno življenje lažje, potem pa v bistvu, kako to uporabiti tudi zato, da bi naši naročniki, ki jih je trenutno iz 25 držav, v bistvu lažje in hitreje delajo svoje stvari, ker se vemo, vsi se malo otepamo, čeprav bi radi imeli ta EU sredstva. Torej, če kar skočimo v samo prezentacijo, sem da omenjam, so linki noter, tako da se tudi lahko si poklikate in sprobate tudi sami, kako to deluje. Skratka, v zadnje čase vse, kar slišimo, je AI sem, AI tja. In res se zdi, da je 2023 postalo neko
prelomno leto, čeprav bi rad opozoril, kar smo že slišali v bistvu danes na nek način, AI je prisoten že kar nekaj časa, predvsem v obliki raznih orodij na trgu. Letos je verjetno tale ChatGPT zelo populariziral vse skupaj, zdi se ekstremno dostopno. Torej, ko sem jaz pokazal otrokom pred začetku januarja, pogledajte, kaj dogaja, to je bilo čez 10 minut, sta dejansko začela, lahko PowerPoint naredim za šolo ali ne. Skratka, ta adoption rate pri generaciji za nami je ekstremno hiter. Zdaj, kar je pred vami, je v bistvu slika iz mojega Notion knjižnice, kjer imam recimo zbranih okoli 700 AI orodij, ki očitno niso prišla ven samo letos, ampak jih še en čas na trgu, in jih imam nekako takole posortirane za zelo različne use case. Torej, ni samo marketing, ampak je pač za vse možne zadeve, od gaminga do legal assistant, startup sveta in tako naprej. Skratka, use case je ogromno, o tem lahko debatiramo tudi kasneje. Dejstvo je tudi, da je vse skupaj malo fragmentirano, vse skupaj je dosti mlada zadeva in vsak v bistvu išče svojo pot. Težko bi rekel, da smo že v nekem mainstreamu, kar se verjetno strinjamo tudi z ostalimi govorci. Ena stvari, ki bi rad še izpostavil tukaj, je, da pojav tega in pa teh orodij sigurno se odraža na precej večji produktivnosti, potencialni produktivnosti, kreativnosti, in da bo zahtevala tudi nek upskilling. Jaz sem ga že deležen, globoko, bom pokazal tudi kako, ali pa reskillinga, in čisto sem prepričan, da bo posledično potrebno tudi poseči v izobraževalno sfero. Pač samo osebno sem mnenja, da bo treba nas in mlade pripraviti za desetletja, ki prihajajo, in to ne na praksah, ki so iz dobesedno prejšnjega stoletja. Sicer bo to, ne bomo ujeli tega vala, pač to je tudi moje mnenje, zato tudi že zdaj konkretno pripravljamo že nek Erasmus Plus projekt na temo uporabe AI v univerzitetnem poučevanju, kjer bomo učili recimo in podjetniških znanj, mislim, da so potrebne v tem obdobju, in same AI, kako to pospešiti. In en tak primer si bomo tudi pogledali tekom naše te prezentacije. Zdaj, dotaknil bi se dveh orodij na kratko, ker smo nekaj že slišali, in mogoče tudi opisal neke use case, kako lahko tudi malo ali mikro podjetje zelo hitro vpelje te rešitve, čeprav ker koncepti so obetajoči, ampak se znajo zdeti zelo veliki in oddaljeni mogoče, pa ni nujno tako. Torej, pri nas transformacija, ali pa smo na tej poti, se zgodila v dobrih 3 tednih. Zdaj, na levi strani vidite absolutno ChatGPT, vsi pravzaprav poznamo, ali pa večina nas ga srečuje na tak in drugačen način. Zakaj? Recimo nekaj use case, kako ga jaz vidim, da se veliko uporablja, torej seveda, da se poganja chatbote, ne samo tole na spletni strani v smislu, torej prvi stik s stranko, ampak recimo konkretno imam na ogled tudi chatbot, teacherbot se imenuje, ki pomaga učiteljem planirati njihove učne ure, torej kaj in kako povedati učencem, da bo ura čim bolj učinkovita in predvsem engaging, torej da obdržijo visoko pozornost, kar je danes čisti čudež. Do tega, da podjetja recimo chatbot uporabljajo kot recimo temu knjižničar, čeprav se prej kot to, torej chatbot v smislu rešitve, ki absolutno obvlada vse, kje je shranjeno znanje podjetja, ki sicer razsuto po OneDriveu, Google Driveu in Slacku in še kje. In namesto, da se sodelavci sprašujejo, ti veš, kje je ono ali drugo, dejansko vprašaš chat, splune nazaj svoj odgovor in zadeva poteka bistveno hitrejše. Zdaj, osebno tudi sami ga uporabljamo za chat, za analize tekstov, torej poišči key highlights, naredi strukturo, postavi v tabelo, predlage use case. Skratka, je tak super uporaben tool. Jaz osebno pregledujem od projektov do razpisov, da na ta način pospešim svoje delo. Temu primerno tudi seveda uporaba za
analize besedil in tako naprej. Precej smo se danes dotaknili marketinga, zato bom to gladko preskočil, ker je bilo že veliko povedano na to temo. Zelo veliko se opazi, je povečana uporaba v programiranju, torej kot asistent, ki ti pomaga odkriti razne buge in podobne zadeve v sami kodi. Potem kot ne samo language translator, ampak tudi kot language learning tool, torej dejansko, če znamo malo sposobe chat, nas lahko uči jezikov. Mi ga uporabljamo chat največ za language models fine-tuning, to pomeni, sam boste videli aplikacijo, ki sem jo zgradil, uporablja jezik ali pa jezikovni model DaVinci, ki je super smart, ampak rabimo fine-tuninga in ga poženem čez chat, da mi pomaga to doseči hitreje. Pa seveda kot brainstorming tool, research, search engine, torej kot ekstenzije ga vgradimo v Chrome recimo, ali Bing, ali karkoli že uporabljate, in dokler nam recimo Google vrže ven strani zadetki, nam istočasno chat, ta ekstenzija že da tudi direktni odgovor na vprašanje, recimo, ne vem, kaj je rastlina, in dobimo od Googla cel kup zadetkov, hkrati pa tudi odgovor. Po drugi strani se srečujemo tudi še z eno od mnogih aplikacij, to je Midjourney. Ta se je v bistvu pojavila kot nek tool za recimo artiste, umetnike, kreativne duše in v bistvu generira res fascinantne, nore slike na osnovi promptov ali ukazov, torej ne vem, nariši nekaj za nek primer. Zdaj tukaj je samo en tak primer, ker imam ravno napisano Dreamlike Images, ampak v resnici use case danes ga je precej dlje. Govorimo o tem, da se uporablja kot nekaj, kar kreira naslovnice, celo Vogue je uporabil za svoj magazin, do recimo katalogov, thumbnailov, do tega, da recimo IKEA, zdaj sem videl vrhunski katalog IKEA razmetanih sob. Res impresivno za potem recimo generacijo vsebin katalogov za potovanja, res fascinantno, next level. Trenutno vidim zelo veliko uporabe predvsem v marketingu, je pa dejstvo recimo, da se je tukaj že pojavil marketplace, torej čist nov trg, kjer se prodaja, to velja in za ChatGPT in Midjourney in podobne, kjer se prodajajo tele ukazi. Torej, ti ponudiš spiljen ukaz, zato da kupec potem to vnese in generira svoje rešitve. Tako res bleščeč, nova priložnost za mlade, tako tudi doma se veliko pogovarjamo o tem in mislim, da je nekaj, čemer bomo gradili. Zdaj, če se malo bolj konkretno dotaknem same aplikacije, recimo ChatGPT-ja, večina ga uporablja tako, chat, daj mi nekaj povej, torej act like marketer in tako naprej, da ga postavimo v nek kontekst in nekaj naredi zame. To je običajno ta interakcija, ki jo vidimo. Dost basic, zabavna, igračka. Dejstvo pa je, da s chatom lahko delamo marsikaj. Tukaj je recimo nek odgovor, ki ga je sproduciral chat, torej v katerih jezikih vse lahko odgovarja in kako bi to lahko uporabili. Zdaj, komur se bo dalo, gre lahko tudi na moj LinkedIn profil, sem predstavil, kaj še use case zraven, za recimo, kaj to pomeni za founderje raznih tehnoloških podjetij, pa recimo za učitelje, pa za grantwriterje, ker me je res zanimalo, na kak način bi se lahko zgodila transformacija poklicev. Tak zelo zanimiv post, vas bo sigurno pritegnil. Mi pa se bomo zdaj podali v razborljivi svet čisto praktične implementacije vseh teh konceptov. In sicer stvarmi, katerimi se jaz srečujem, je, da pogosto podjetje, ki pride do nas, nimajo zelo izdelane ideje, slutijo pogosto, kaj bi radi, pa ne znajo čisto besediti, torej dokler se pogovarjamo super, ko je treba napisati, je to absolutna ročna zavora. In da bi ta ves proces, ki je to samo vrh ledene gore, pospešil sem, najprej bil deležen hitrega upskillinga, to pomeni, da sem se vpisal na no-code tečaj, kako postaviti eno web aplikacijo.
si pogledal OpenAI, to je pač tukaj so na voljo razni jezikovni modeli, ki znajo producirati tekst, in pa seveda ChatGPT, to so mogli še stuhtati, kako ga sploh uporabiti. Če naredim fast forward, gledate screenshot iz same aplikacije, torej je nastala zdaj tako, da v tem trenutku z minimalno napora recimo vnesemo tehnologijo, industrijo in pa desired impact, torej kaj si želimo doseči, in aplikacija že zgenerira recimo prve 3, ta postopek lahko ponavljamo v neskončnost, ideje, ki pač so potencialno prejavljive. Zakaj? Zato, ker sem jih sprogramiral na ta način, da nagovarjajo imenovane Sustainable Development Goals, kar je nekaj, kar tudi Evropska komisija sicer rada potencialno financira. Skratka, to je prvi način za tiste, ki se malo išče, kako točno bi ubesedili, in feedback nazaj je res dober, ker podjetje pravijo, točno to se pogovarjamo, super, lahko delamo naprej. In to delamo naprej v bistvu pomeni, da recimo v naslednjem koraku vnesemo idejo, bodi si to, kaj je predlagano, bodi si to, kaj imamo sami v mislih, da nam jo aplikacija malo razdela, torej da jo lahko predstavimo sodelavcem, partnerjem, potencialnemu konzultantu, pa tudi konzultanti, torej jaz, kot sem, mi je bistveno lažje voditi uporabnika in mu reči, ok, dajmo to noter vršiti, takole ste si tako zamislili, torej lahko zelo hitro oblikujemo nek končni produkt, to danes smo že slišali, v glavnem nas rešitev podpira, še ne sprejema končne odločitve, upam, da je še tudi ne bo, tako kmalu nam pa bistveno pospeši naše delo. Torej v tem primeru dobimo opis ideje, trenutno je strukturirana problem, solution in pa kako direktno naslavljamo neke te cilje, zato da vemo, da imamo večjo možnost sofinanciranja. V nadaljevanju, da stvar pospešimo, to sem ravno včeraj lansiral, je, da na osnovi te ideje samo vpišemo, ok, danes smo na katerem TRL, torej tehnološka razvitost ideje, recimo, da smo na prototipu in želimo doseči stopno pre-commercial version, torej ready for first sales, torej nam na osnovi teh parametrov že takoj izpiše prve work package, torej to je tisto, kjer je denar doma, kjer EU na to obešamo stroške, da potem dobimo grant ali equity strani Evropske komisije, oziroma tudi sami dobimo en roadmap, ok, torej dejansko to roadmap, kaj bomo počeli, ne samo za razpis, ampak vse pri nas je tak pristop, dejansko gre za business development, product development in pa market launch, kar praviloma delamo komercialne projekte. In ena zadnje, še pač tak del, izobraževalni del platforme, ki pa bo kmalu avtomatiziran, upam, da naslednji torek, kjer v bistvu je več povezav, kjer lahko takoj preverimo z drugimi AI orodji, ali je naša ideja ne samo prejavljiva, ampak kam jo prijavite. Skratka, da se ves ta postopek od šibke ideje do koncepta z work package in potencialno prijavo skrajša namesto dni, tednov v neki minute. To je bil moj osnovni mindset ozadej. Vse skupaj trenutno visi na Gumroadu, tako da kdor si želi, trenutno je še v free mode, smo pa vzeli vsake dotacije seveda, ker AI treba hraniti, ampak je za testirati, bom super vesel, če testirate in mi pošljete feedback, kje so kakšne napake, da to izboljšamo. Še next step, kako sem uporabil v marketingu in pa Midjourney, torej to je zelo simpel postopek, ki sem ga recimo skozi katerega sem šel, torej simpel fotka, dal v Canvo, da sem ustranil background in vrgel v Midjourney, in jaz sem pač malo bolj fan science fiction in podobno, in sem si želel nek mix Future Terminator in bam, pade ven ta obraz. Sem mislil, ok, ta mogoče marketinga ne bo prej odgnal, ali pa tudi ne, naročnike kakor pretegnil, popravil navodila in ven dobil nov izdelek, ker ni čisto uspel, je bil preveč cartoon-like, ok, treba še malo delati na tem. Na končno smo prišli ven z tem izdelkom, to je bolj story superhero, tarara. Zdaj, tukaj je sem slikca, ampak v bistvu iz tega nastal video, torej
ta video, to sliko smo vnesli v tale DID, je pač en tool, ki ti generira premikajoč se lik, ki razlaga. Torej, noter napišeš tekst, določiš glas, naglas, lahko si Jamaica guy, lahko si American guy, torej kar želiš, različnimi tipi glasov. In ko je izdelek izdelan, pač zelo hitro renderira, sem dal še v Media.io, zato da hitro proizvede podnapise, vse skupaj spišemo v LinkedIn post, to je pač drug del posla, ki ga opravljamo, objavili na YouTubeu, na LinkedInu in začeli generirati na 5000 ogledov trenutno, pozornost, da pritegnemo potencialne uporabnike aplikacije. Mogoče, da zaključim, ta aplikacija je pač praktičen prikaz, kako smo se mi začeli s tem ukvarjati, zato da bomo rešili svoj problem in poiskali priložnost, mogoče tudi za stranke, startupe, kako lahko hitreje delajo, ko iščejo recimo funding. Dejstvo pa je, da ima to daljši ali pa globlji učinek, in sicer gre za to, da ne gre samo za transformacijo delovne prakse, ampak dejansko lahko spremeni podjetje. Torej, še včeraj smo bili konzultanti, trenerji, dejansko razmišljamo o tem, da bi postali tehnološko podjetje ali pa vse podjetje, ki ima biznis model software as a service, in se dejansko zgodi nekaj popolnoma novega, torej popolnoma nova zgodba, in predlagam, da vsak to poskus, ni tako zahtevno, sem pa tudi na voljo za vsa potencialna vprašanja. Skratka, lahko testirate aplikacijo, si pogledate ta video, ki sem ga opisal, in pa najdete me na LinkedInu, super vesel, če se srečamo. Hvala lepa, pa se veselim naslednjih diskusij. Ja, hvala lepa, Kristjan, več kot zanimivo. Jaz mislim, da smo kar nekaj teh primerov uporabe lahko iz tega razbrali, pa še bolj zabavno je to, da lahko tudi sami uporabljamo te stvari potem naprej v praksi in podjetja vidijo, kako s tem orodjem lahko nadgradijo svoje projekte oziroma pač ideje. Zdaj pa imam jaz moje 3 goste, Boruta, Kristjana in pa Martina, eno vprašanje. In sicer super smo predstavili tehnologije, ampak z novimi tehnologijami prihaja ena morda ključno vprašanje zadaj, zatem seveda ta konferenca pomaga pride do teh odgovorov, ampak vprašanje je, kako je zdaj z pripravo kadrov. Vsi vemo, da kadrov je malo, in tisti, ki so obstoječi, recimo, kako jih razviti, kako jih navdušiti na to, da začnejo uporabljati te tehnologije, da začnejo razmišljati v podjetjih o tem, kaj je tisti prvi korak, recimo na katerega bi veljali odgovoriti, pa kjer kompetence ne sploh razvijajo, ne grejo bolj v AI, bolj v meto, bolj v kakšne druge stvari, ali treba vse poznati. Tako da mogoče, Kristjan, ki si ti zaključil, mogoče kar ti začne z odgovorom, kaj je s tvoje strani glede kadrovske politike v podjetjih, rečemo tista ključna stvar, ki bo v naslednjih nekaj letih najpomembnejša. Ok, torej sam sem mnenja, da verjetno se bojo ta orodja s časoma tako integrirala eno v drugo, da bodo za večino samoumevna in jih bomo lahko pri vsakodnevnem delu lahko uporabljali brez nekih strašnih nadgrajevanj. Dejstvo pa je, da se tle odpeljejo popolnoma novi poklici, danes smo jih videli kar nekaj naštetih, za katere niti nismo čisto prepričani, kako bojo izgledali, in da se pojavljajo priložnosti za izobraževanje teh ne nujno mladih, ampak vseh starosti, ljudi, ki bodo to sposobni upravljati. Sigurno bo znanje teh digitalnih kompetenc pomembno, sem pa tudi prepričan, da ne bo to dovolj, torej usmerjenost v iskanje rešitev, sposobnost reševanja kompleksnih vprašanj in pa prepoznavanje potreb na trgu bojo ene od teh ključnih kompetenc. Sami konkretno delamo na ta način zdaj, da smo se povezali s fakultetami, nekaterimi, še kreiramo partnerstvo, če bo koga zanimalo, ki so bolj
na področju naravoslovja, kjer smo recimo s profesorji prišli do ugotovitve, da mladi z vrhunskimi tehnološkimi, torej študenti znanji, sposobnostmi in manjka tega podjetniškega duha, skillsov, in bomo iz tega razloga recimo razvili program usposabljanja na to temo, kjer bomo po eni strani usposobili izobraževalce, to je profesorje, in na drugi strani mlade, to je študente, da bodo ta znanja pridobili in na ta način v bistvu pospešili še ta cikel inoviranja, ki sicer zastane zaradi tega, ker obdržijo idejo pri sebi, čeprav imajo vrhunska znanja. In to sem ena od idej, moram reči, da dobesedno poka od povpraševanja, kaj vse bi lahko prijavili, tako da sem vedno na voljo za to diskusijo. Tako jaz vidim, kam se bo šlo. Z veseljem, bom rekel, tudi mi iz Tehnološkega parka pomagamo pri prenosu podjetniških znanj. Zdaj pa, ker si omenil profesorje, Martin, ti si praktično prihajaš iz ene najbolj, kako naj rečem temu, advanced fakultet, kar se tiče uporabe teh tehnologij. Mogoče tvoj vidik, kako vidiš ti pa, kako vidi Web3 skupnost, vse skupaj, kam se bo razvijal, kje so tiste kompetence, ki so pomembne, kaj na vseh teh konferencah, ki jih obiskuješ v tujini, kaj govorite tam, v katero smer naj podjetja razvijajo svoje kadre oziroma katere kadre se išče? Mislim, da z mojega vidika, najprej kot izobraževalec, cilj likovne akademije je ustvarjanje ustvarjalcev, se pravi individualcev, ki delajo čim bolj svojstveno, se pravi vsak se razvija v nekega svojega artista, kar je velika v bistvu ena od pomanjkljivosti trenutno oziroma prejšnjih generacij, zdaj se to malo popravlja, je ta, da niso po večinoma znali delati multidisciplinarno. Se pravi, ta multidisciplinarnost, timsko delo, teh kompetenc niso razvijali dovolj. Se pravi, zdaj tukaj je ogromno poudarka na temu, zaradi tega, ker naša vloga ustvarjalcev je kreiranje idej, vizualizacija in na nek način implementacija skozi tim. Zdaj, nek tržni potencial, ki ga imajo ti kadri, je ogromen, seveda, trenutno. Zdaj, spreminja se pa ta aspekt, kot smo videli skozi AI, da vsak mogoče lahko generira neke vsebine vizualne, ki nadomeščajo ta naš del. Zdaj, te kompetence bo treba nadgrajevati v smislu, se pravi, razvijanja poslovnih modelov, ker tukaj je ogromno manjka, ki ga ta naš intelektualni kapital premore, kreativni, in mislim, da strah je treba premagati pred uporabo teh orodij, zaradi tega, ker so le orodja. Tukaj se pojavlja ogromno nekih moralnih aspektov in tako naprej. Neke tožbe so v ozadju tudi na podjetja, ki so v bistvu ustvarjalci umetnih inteligenc v ozadju, in primer avtorskih pravic, s katerim se tudi zelo močno ukvarjamo, je tukaj zelo izpostavljen. Tako da v bistvu nek ta individuum bo moral preseči ta nivo, ki ga imamo zdaj. Zdaj, trenutno, tako kot je gospod Kristjan rekel, je zelo pomembno, da v bistvu presekamo v bistvu to mišljenje naše, se pravi, mi ki razvijamo nek okolja, si predstavljamo, tehnologija je omejitev, tehnologija je, se je treba ful z njo ukvarjati, da pridemo do določene stopnje, zgleda uporabniško neprijazna, in UX se bo s časom zelo izboljšal in bo pač ratal dosti bolj človeški, in integracija teh tehnologij bo sama po sebi organsko morala biti dosti bolj človeška, in ustvarjanje teh mešanih resničnosti, se pravi naše fizične resničnosti z digitalnimi resničnostmi, je stvar sedanjosti mladine. No, super. Aspekt, mislim, da je ključen za razumevanje. Se pravi, neka temeljna znanja
tako filozofska kot tehnična, zato da pač si lahko razlagamo svojo vlogo, ne, kot izobraževalci, ter da damo v bistvu kadrom, bodočim kadrom neko priložnost v nadaljnjem razvoju. Ne. Ja, se strinjam. Hvala, Martin, za ta tvoj uvid. Borut, ker je Martin omenil to mešano resničnost, no pa to UX, recimo, ne, se pravi ta uporabniška izkušnja. Metaverse v bistvu praktično ima odgovor na to, ampak po drugi strani pa oni, ki mogoče malo dalj časa te stvari nosijo, ne, imajo pa tudi določene zadržke. Ne. Zdaj pa, a veš, ali bomo vsi zdaj v metaverzu delali, ali bo kako ti vidiš, no, kako naj podjetja svoje kadre pripravijo, naj kupijo čelade ali pridejo k nam pogledati vsaj, a veš, ali kako narediti, no, zdaj en korak v to smer, no, recimo. Mikrofon si moraš vklopiti. Ja. Torej, zdaj jaz nekako zdaj to vidim, mislim, da sem to že prej omenil, tako kot malo kot takrat, kot internet, recimo v zgodnjih 90-ih, ne. Pravzaprav noben ni čisto točno vedel, kaj to je, pa kako deluje, pa kaj bo iz tega, ne. In tako v bistvu se mi zdi, da tudi zdaj pač ljudje ne poznajo te tehnologije, malo debel gledajo. Jaz mislim, da kar se tiče orodja, ne, ja, ta orodja so taka, kot so na tem trenutku, v bistvu dnevno se razvijajo, prihajajo nova. Mislim pa, da dejansko je tukaj zelo pomembna tudi ta, bi rekel, uporabniška izkušnja, kako so v bistvu te prostori narejeni, in zato je tudi, recimo, če se malo naveže na to, kar je recimo tudi v kadrih prej Martin govoril, ne, tukaj pravzaprav na našem področju prihaja v bistvu do nekega takega križanja, ne, dejansko recimo so v bistvu kadri, ki prihajajo ali pa nekako vladajo več različnih področij, ne. Zdaj, podjetja, ja, ne vem, po mojem morajo najboljše v bistvu probati, ne, na primerih zadeve videti, kaj je recimo tisto, kar je za njih primerno, pa potem to testirati, ne, recimo določene stvari pač se super obnesejo na recimo na VR-u, ne, na teh očalih to lahko v bistvu kaže pač določene, ne, tukaj po mojem na tej stopni smo še zmeraj nekako je treba stvari spremljati, probavati, se učiti, razvijati, delati v bistvu boljše aplikacije. Ja, hvala za to iztočnico. Ne, ta testirati moramo je verjetno res en tak pravilni odgovor, ne, sploh bom rekel tako na področju umetne inteligence, kot na področju Web3, kot na področju metaverza, ne. Zdaj, mogoče lahko to našo pobudo nadaljujemo v tej smeri, da enkrat naredimo eno delavnico, pa povabimo vse udeležence k nam v lab, pa vsi te stvari malo sprobajo, pa naredimo še malo bolj poglobljeno, no, tako da verjamem, da je tukaj ogromno enega prostora. Zdaj, mogoče za zaključek, no, še eno vprašanje dam na temo, vsi tukaj recimo poznamo zelo dobro ne samo domačo ali pa recimo trende, ampak tudi to, kaj države delajo, no. Zdaj mogoče pa kar Borut s tabo začnem, kaj bi mogla Slovenija na tem področju narediti, kot si že prej omenil, ne vem, Saudska Arabija, Dubaj, Francija, vsi grejo v neke te, ali pa celo Severna Koreja, Kyoto, čisto digitalizirala, vsi grejo v neke te zgodbe, no.
ko država vstopa na ta področje in na ta način pol spodbudi domačo industrijo in vse stvari. Kaj po tvojem mnenju mogla Slovenija narediti? Vemo, da Slovenija je ful naredila tudi na tem področju. Bili smo recimo prva država, ki smo izdali NFT-je, pa dol Expo ste naredili krasen, recimo pa kot protover smo imeli prvo zadevo na predsedovanju Sloveniji EU, ampak bi mogla biti bolj neka bom rekel, semenske spodbude tudi prav za ta področje narejeno, zdaj, ko imamo tukaj mogoče predstavnike SPS-a, pa da jih malo nakurmo, veš, a bi mogli dati neke voucherje prav za te stvari, veš, za AI, ne samo za digitalizacijo, prav tako konkretno AI to. No, mogoče kako ti vidiš, no, kaj je vloga države, kaj bi se mogli spremeniti, no? Ja, zdaj, recimo Slovenija, oziroma če rečem pač recimo pa vlada, je sigurno pokazala neko naklonjenost tem tehnologijam, pač tudi s podporo posameznih projektov, kar jaz le vidim, da pač tukaj bi verjetno bilo treba to malo bolj strateško tudi zastaviti. Zdaj, ne moramo se mi pač primerjati z Arabci, ki zdaj pač dejansko v to mečajo naftne milijarde in v bistvu tudi malo v stilu, kar bo pa bo, neki bo že, ne. Tle pač v Sloveniji pa treba malo bolj strateško ravnati in tudi, bi rekel, kontinuirano videti v bistvu, kje so, ker pač se vidimo, tukaj je neki kar nekaj znanja, čeprav smo vsi v bistvu majhni, ampak to je treba nekako probati povezovati, treba je v bistvu povezovati z industrijo in tle, če so bili digitalni voucherji, ki so omogočali pač podjetjem, da so si delala spletne strani potem v WordPressu, mislim, da je zdaj pač čas narediti res nek korak naprej, pa v bistvu narediti voucherje, ki bo podjetjem omogočala v bistvu uporabo umetne inteligence in pa uporabo XR tehnologij. Ampak nekako, rekel bi, jaz bi na te dve področji to zamejil, da bo tudi podjetja imela v bistvu neko, mogoče tudi spodbudo, pa tista, ki so nekako tehtajo, bi, a ne bi, bo mogoče se tudi lažje odločila, in na ta način se bojo tudi razvijali use case, razvijali se bojo podjetja in s tem pač bomo nekako vsi skupaj organsko rastli. Tako da, ja, to mogoče, ne vem. Ok. Kristjan, dol od spodaj vsi tisti, ki spremljate, bom rekel, pa imate ta vprašanja dol od spodaj v chatu, poteka zelo zanimiva debata. Kristjan je dal tudi linke noter, vse te stvari. Kristjan, evo zdaj iz tvojega vidika AI in vse te zadeve, kaj lahko naredimo še več? No, ti si veliko doprinesel, gledaj, to je en tak slovenski AI program, to je zelo cenim, no. Ampak, a veš, tako, če bi pa imel, ne vem, ful podpore, rečemo, da bi Štefan rekel, ja, zdaj bomo pa Kristjana podprli, no. To bi bilo. Moramo narediti AI, da bo prepričal Štefana. No, daj, ful AI. Jaz mislim, da bo na začetku pobuda prihajala bolj od spodaj navzgor, kakor od zgoraj navzdol. Preprosto zaradi hitrosti, ki se vse odvija. In tako, kakor recimo predstavljam si, da neki klastri, ne nujno veliki podjetji in inštitucij znanja lahko zelo hitro definirajo, kje bi lahko izstopali, ali v neki industriji, ali segmentu te industrije. Ker poanta, da si uspešen, je že to, da si drugače pozicioniran in nehaš tekmovati ali z večjimi ali manjšimi, je vse. In bi lahko zelo hitro razvili cel nabor orodij, ki bi pač pospešila nek in prenos znanja, ta multidisciplinarnost in prodor na trge. Sami gremo zdaj z družino osebno pogledati čez par dni Dubaj, muzej prihodnosti. Že lani smo šli Expo, se nam zdelo zanimivo. Videli pa smo, da gradijo muzej prihodnosti in recimo to je nekaj, kar
mene kot Kristjana prepriča, je, ko nekdo popolnoma obrne koncept in če se naši muzeji ukvarjajo s preteklostjo in večino dnevnih novic in tako naprej, je tle nekje nekdo, ki je pripravljen pogledati v prihodnost. Gremo dobesedno po navdih in mislim, da tudi mi smo sposobni stopiti skupaj in mogoče bojo na začetku manjše skupine, sam narediš težko, strašen preboj, če ga sploh lahko. Skupine so pa majhne, agilne, z veliko znanja, lahko pa res sistematsko popolnoma spremenijo neko okolje. Tako da jaz upam, da se bo debata v to smer odvila, da bojo kakšne tematske eventi tudi pri vas organizirani. Sem fenomenalno vesel tega, recimo, kjer bi lahko dali glave skupaj in prišli ven kar s konkretnimi načrti what's next. Super. Resnično mislim, da se da. Super in ful hvala za to. Meni tudi navdušil Muzej prihodnosti, tako da res priporočam vsem, da si ga greste pogledati, če je le mogoče. Je nek nor koncept in vstop vanga je fenomenalen, več pa ne spoilam, tako da to je to. Martin, ti zaključiš naš panel, kaj Slovenija mora narediti, da bomo mi res kot nek zastavonoša na tem področju. Šort misli, ker Milan mi že malo priganja z njihovimi zadevami. Ja, bi se kar strinjal tukaj s Kristjanom in z Borutom, predvsem s Kristjanom v tem, da bo podpora prihajala od spodaj navzgor, se pravi, trg bo mogel graditi na svojih potrebah, vendar vloga Slovenije, vloga države bi pa morala biti v bistvu spodbujanje tega ter spodbujanje odgovornega izobraževanja v tem, se pravi, iskanje odgovornosti, ki je zelo pomanjkljiv element predvsem v Web3 tehnologijah ter tudi AI in posledično XR. Tako da mislim, da je tukaj tisto vodilo, ki bi ga jaz prispeval. Hvala. Ja, lepa hvala vsem trem, tudi Aljažu, ki nas je vmes mogel zapustiti. Zdaj pa predajam besedo naprej Jerneju in Milanu, da nas povedeta v nov panel